sva Helena in Tija in danes vam bomo predstavili še eno raziskovalno nalogo z naslovom Podežju hitro ali počasi na področju fizike. Torej, pri raziskovalni nalogi sva raziskovali, ali je boljše, da po dežju tečemo ali hodimo, ker nas občasno čakajo starši pred šolo in se včasih zgodi, da dežuje ter pozabimo dežnik. Veliko avtomobilov, ko nas čakajo, zelo izhajajo iz izpušnih plinov in pa tako nastane tudi zelo velike bolezni, ker je zrak onesnažen. Torej, za raziskovalno smo se odločili za to, ker sva menili sva, da je po dežju bolje, da hodimo, ker veliko staršev nam govori, da moramo po dežju teči, vendar mi dve nismo mislili tako in sva želela to tudi preveriti. Zastavila sva se tudi raziskovalno vprašanje, ki se je zglasilo, ali sta hitrost in površina res pomembni za prejeto količino vode in zakaj. Vedeli pa smo, da ni vseeno, kakšna je površina. Torej, pred začetkom raziskovanja smo se morali spoznati tudi z nekaterimi pojmi, kot sta površina in hitrost. Na začetku smo si izdelali obleko, ki je bila narejena iz spužve, tako da je vpijala vodo. Nato smo začeli meriti količino vpitega dežja. To smo naredili tako, da smo najprej izmerili točno določeno pot, ki je znašala 40 metrov. Nato smo to pot večkrat prehodili, pretekli oziroma hitro prehodili in po vsaki prehojeni oziroma pretečeni poti smo sneli obleko in jo stehtali. Na ta način smo ugotovili, koliko vode je bilo vpito. Ugotovili smo, da je boljše po dežju teči, kakor hoditi. To smo potrdili tudi z računom s pomočjo matematike in fizike, kjer smo prišli do enakega zaključka, da je po dežju dvakrat bolje teči, kakor hoditi, saj smo dvakrat manj mokri. Torej, dejansko pa smo tudi dež simulirali in pri tem uporabili avtomobilček, na katerem je bila pripeta goba. Nato smo gobo vlekli in dež simulirali s pomočjo vrtne cevi. In po vsakem poskusu smo tudi gobo vzeli iz avtomobilčka ter jo oželi in videli, da je res, da se po dežju splača teči kot pa hoditi. Nato pa smo gobo obrnili tudi v različne površine in tako ugotovili, da je res bolje, da je tudi prejeta količina dežja odvisna od površine. Torej, kot smo že prej povedali, je bolje po dežju teči, kakor hoditi. To lahko vidite tudi z grafa. Več vode pa vpije tudi večja površina, ampak je tudi odvisno od površine, kakšna je. Naprimer, če imamo na sebi pelerino, ki ne prepušča vode, vseeno ali po dežju hodimo ali tečemo. Če pa imamo bolj pojen material, naprimer kot je bombaž ali volna, pa se nam v tem primeru je bolje, da tečemo. Torej, tu na grafih lahko vidite z simulacijo tega avtomobilčka in prva predstavlja hojo in sicer ko je avtomobilček, dejansko smo tako naredili, da je avtomobilček smo vlekli 15 sekund, nato tek pa avtomobilček smo kot hojo vlekli 30 sekund, pri teku pa 15 sekund. In za konec pa bi še povedala nekaj družbenih odgovornosti. Torej, tako smo rekli, da je bolje, da se po dežju teče, ker starši čakajo manj časa v avtomobilu in posledično avtomobil izpusti manj izpušnih plinov. Seveda pa smo otroci tudi zato manj mokri in se tako hitro ne prehladimo. Hvala za vašo pozornost.